Lepo pozdravljeni, sem Matic Sever, strokovnjak za okrasne zeljnate trajnice in pa zasaditve z njimi. Dobrodošli na moji vrtnariji Carniola. Lep pomladni dan je in sedaj bomo pogledali, kakšne prednosti in pa tudi slabosti prinaša pomlad, kadar se spustimo v vrtni center ali vrtnarijo po nakupih med vse te cvetoče trajnice. Ponavadi nam pri samih kombinacijah teh spomladanskih čebulnic in pa drugih trajnic malce zmanjka, če lahko tako rečem. Vsi jeseni veselo pokupimo čebulice, jih posadimo v gredice ali pa lonce in različne cvetlična korita. In potem spomladi seveda je ves fokus samo na teh čebulnicah, kar je pa po eni strani škoda. Kajti številne druge trajnice lahko prav tako izkoristimo za neko boljšo podporo oziroma lepšo, bolj polno sliko na vrtu, že v tem tudi zgodnjem in pa srednjem pomladanskem času. V tem oziru bi se dotaknil ene pomembne teme. Naši vrtovi so zadnje čase polni okrasnih trav, ampak med okrasnimi travami so velike razlike. Samo poglejmo zelo priljubljeno perjanko. Ta je skoraj da še mrtvega videza, zelo malo spodaj odganja in v času, ko so tulipani, narcise in ostale spomladanske čebulnice v polnem cvetu, lahko na nek način ta trava skoraj da malce kazi cvetlično gredo. Tu sta potem dve možnosti. Ali obdržimo to travo in poskrbimo za večjo količino spomladanskih čebulnic, da enostavno preusmerimo pozornost na cvetove, ali pa zamenjamo travo za boljšo alternativo. Ena takih je recimo rušnata masnica. Poglejte, kako zelo je že ozelenela v tem času. Podobno se obnaša recimo tudi kalamagrostis oziroma slovensko šašulica. Te trave tako hitro odženejo, da že spomladi skupaj z vsem tem cvetjem pričarajo v vrtu eno posebno vzdušje. Spet tretji izbor pa so zagotovo zimzelene trave, kot je tale šaš kjoto ali katerikoli drugi. Te pa samo porežemo takoj po zimi in hitro odženejo, tako da te liste že izkoristimo za lepe kombinacije. Za te pomladne kombinacije lahko izkoristimo tudi druge trajnice. Pametno kombiniranje tistih, ki kmalu odženejo, ampak bodo lepe tudi potem v poletnem in pa jesenskem času, nam prinese seveda najboljše rezultate. Še posebej na tistih mestih, kjer imamo zelo male gredice oziroma malo prostora za ustvarjanje, je toliko bolj pomembno, da si lepo vrstijo skozi vse letne čase različne cvetoče trajnice in zato že od pomladi intenzivne kombinacije naredijo seveda svoj pečat. Če samo pogledamo bele oziroma te smetanaste tulipane in pa narcise, ki sta nek tak klasičen spomladanski dvojček, jima najprej od čebulnic lahko v eni etaži nižje pridružimo svetlo modre hrušice ali grostke, pa kakšno modrikasto hiacinto. Od ostalih trajnic je pa zadeva sledeča. V ta čas še cvetijo recimo različni orientalski ali vrtni telohi, ki so začeli že recimo tudi konec zime. Po drugi strani pa že prve cvetove prispeva mačja meta, če ne drugega pa ima lepe sivkaste poganke. Zanimiva trajnica za take kombinacije je tudi tale naskalni mleček s tole živahno zeleno-rumeno barvo, ki se lepo poveže s temi središči narcise. Ti poganki bodo sicer odcveteli, jih odrežemo, ampak ta čas mleček požene že nove, tako da imamo tudi za preostalo leto potem na voljo eno lepo podobo. Pa še volnati čišljak bi rad omenil, ki je tudi že lepo olistan, krasno prispeva tole srebrno oziroma zeleno-sivo barvo v tole zasaditev in bo seveda potem s svojimi preprogami nadaljeval tudi kasneje. Na polsenčni lokaciji pa lahko izbiramo tudi malce bolj žlahtne odtenke. Recimo temno rdeče, skoraj bordo obarvane tulipane lahko povežemo z bolj zgodaj cvetočimi orientalskimi ali vrtnimi telohi, ki seveda še vedno cvetijo, kajti njihovo cvetje je zelo obstojno. Telohi razvijajo krasno listje, ki je tudi zimzeleno, tako da potem pokrijemo leto čisto do konca. Ena zanimiva kombinacija je potem tudi v polsenci z vimčkom. Tukaj je ena od oranžnih vrst oziroma sort, ki pa imajo spomladi tudi lepo bakreno obarvane liste in spet lepo ujamemo te kombinacije rjavkasto-rdečih odtenkov. Kot zanimivost naj dodam še eno zgodnjo trajnico, ki ima tudi že zelo velike poganke
To so različni glavinci, barve so seveda raznolike in se tukaj pač lahko pokombiniramo, kakor nam je pač želja.